Program Evropskega tedna mobilnosti je vključen tudi projekt Poletavci, poletni bralci. To je poletna bralna značka za mlade bralce, člane knjižnice Medvode, stare od 7 do 12 let. V projektu sodelujejo tako, da v času poletnih počitnic 30 dni vsak dan pol ure berejo karkoli. Knjige, stripe, revije, recepte. Jeseni pa v knjižnici oddajo zgibanko s svojimi podatki in izpolnjenim seznamom bralnih dni. Najpoletavci pa so tisti med 13 in 16 letom starosti, ki med poletnimi počitnicami preberejo vsaj 3 knjige ter njihove naslove in avtorje skupaj s svojimi podatki oddajo na spletnem obrazcu. Nosilska projekta je Mestna knjižnica Ljubljana, knjižnica Medvode pa se mu pridružuje kot soizvajalka in med letošnjimi počitnicami so k zanimivemu projektu uspeli pritegniti rekordno število otrok. Imamo kar 101 poletavca in 15 najpoletavcev, torej 116 pridnih otrok, ki so brali tudi, ko to ni bilo obvezno. Dvorana Kulturnega doma Medvode je bila skorajda premajhna za vse, ki so prišli na podelitev priznanj za svoje poletno prebiranje knjig, revij, stripov, pravzaprav vsega, kar ima črke, smiselno povezane vstavke. Kako so torej uspeli otroke prepričati, da so del svojih počitnic namenili tudi branju? Ja, otroke je kdaj težko motivirati, kdaj pa tudi lahko. Prvič jih pritegnemo z lepimi nagradami, tako da se potrudimo, da res vsak prejme tudi knjižno nagrado, pa še pri raznih sponzorjih dobimo druge lepe nagrade. Naprimer, letošnje leto je bilo sploh veliko vstopnic za muzeje, galerije, kar se mi zdi odlično. Drugače pa tako, da jim nekako branje poskušamo približati kot pač neka naložbo za prihodnost, nekaj, kar jim bo pravzaprav v življenju prišlo prav in za kar se je vredno potruditi. No? Otroci sicer najpogosteje berejo stripe in različne priljubljene knjižne zbirke, kot so Anica in Grozni Gašper, Kamena doba in Harry Potter, a prebiranje debelih knjig ni pogoj, da otrok dobi priznanje. Je pa tako, da tukaj spodbujamo vsakršno branje, ne samo knjig. Kot sem že prej omenila, lahko berejo tudi recepte ali pa, ne vem, karkoli. Skratka, važno je, da se bere, ne glede na to, kaj je v knjigi zapisano. Tisti, ki veliko bere, se tudi lažje uči, je že dolgo znano dejstvo, s katerim knjižničarji vzpodbujajo k rednemu branju. Kajti branje se mi zdi ena poglavitna podlaga za učenje. Če ti ne razumeš, kaj si prebral, tudi ne moreš, naprimer, v šolskem testu pravilno odgovoriti. In zato je branje res tista osnova, ki nam je potem v pomoč pri vseh drugih stvarih, ki v šoli pridejo zraven. In kot stopnička naproti znanju. No. Besedni zaklad pridobijo, boljši govorci so, pa ne samo to, tudi razvijajo domišljijo. Jaz vedno rečem, poletimo na krilih domišljije. Ne rabiš potovati, samo odpreš knjigo in že si naprimer v Afriki ali pa ne vem, v Ameriki, skratka, ali pa v nekem čisto domišljijskem svetu. In branje res razvija domišljijo zaradi tega, ker nam da prosto pot. Kar mi preberemo, si vsak lahko potem po svoje predstavlja. Mark, danes si pomagal žrebati, kar pomeni, da si tudi ti eden tistih, ki ste bili pridni in med počitnicami brali. Mi znaš povedati, kaj si prebral med počitnicami? Ni treba vsega, kakšno knjigo zanimivo? Kakšno o zmagah. Pa kakšno, ko ima več zgodbic noter. 5 prijateljev, kaš. 5 prijateljev je kar debela knjiga, pa veliko jih je. Koliko, recimo, si jih ti že prebrala vse v zbirki ali počasi eno pa po eno? Bolj mešano berem. Šla sem iz prve na zadnjo. Zgodbe so pa različne. Kdo od teh junakov ti je pa najbolj simpatičen? Noben, vsi so mi čisto enako. In kaj ti je všeč pri 5 prijateljih? To, da se zaplete zgodba, kaj? Da raziščejo, pa da kaj lovijo ali kaj iščejo. Brala sem recimo 3 mucke, ki so dosti dolge knjige, pa lahko tudi pesmice recimo. Brala sem recimo ene žabice, pa take stvari, take. Niso najtežje, niso pa najlažje. Nekaj morate brati tudi v šoli kot obvezno, ti je to všeč, nekaterim ni? Ja, v redu mi je to.
In o čem pa najraje bereš? O kakšnih zgodbah, o živalih? V naravi pa živali. Artemisa Fowla sem veliko prebral, pol Percyja Jacksona sem bral. To je pa bolj to, kar sem bral, ker sem toliko knjig tega prebral. To se sliši kot kar zahtevne knjige, kako debele so. Tam je 300 strani. Koliko časa ti pa vzame, da prebereš eno tako 300-stransko knjigo? Dan, dva. Kaj to pomeni, da bereš po noči? Ne. Kakšne zvrsti knjige so ti pa najbolj všeč, kakšna tematika? Taka bolj domišljijska. In kje dobiš knjige, ki so ti zanimive? V knjižnici Medvode. Sredi vrta rožica, tulipan cvetli, glej v njegovi čašici, majhen čmrel spi. Spi in sanja pravljice, tiste čmrljaste, vsak čmrel je junak, ki premaga vse. In ko sončece zjutraj sine prek dobral, čmrlček zabrunda, si kakor grof sem spal. Knjižnica Medvode se je z veseljem pridružila Evropskemu tednu mobilnosti in so svoj projekt nadgradili in lepo število mladih bralcev nagradili z zanimivo interaktivno predstavo gledališke skupine Unikat Gremo na vlak. Ful dobra. Si navijal, da bodo ujeli tatu? Ja, Pa je bil tale, ki so ga ukradli, malo neiznajdljiv, kaj ne? ja, Kaj ti je bilo najbolj všeč v predstavi? ker so ujeli tata. Ta predstava oziroma današnja prireditev pravzaprav sovpada tudi s tem Evropskim tednom mobilnosti. Tudi sam naslov predstave Gremo na vlak in sama tematika se ujemata, no, in izredno vesela sem, da je tako, kajti v predstavi je šlo za promocijo vožnje z vlakom. Kar se mi zdi super. Drugače pa knjižnica sodeluje tudi na ta način, da en dan v tednu razvažamo knjige po domovih, Knjigofer se to imenuje. Vsi, ki te dni obiščete Medvoško knjižnico, pa si lahko ogledate tudi razstavo risbic medvoških otrok na temo prometa.